Pravzaprav niti ne vem, kdaj sva se s Makucem spoznala, kar v mojem življenju je kot da pač sva oba tu in kolikor se spominjava, sva ves čas bila prijatelja od začetka do njegove smrti. Seveda oba Primorca, oba partizanska mladeniča, izhajala iz določenega konteksta časa in prostora in zanimivo, da je Makuc eden redkih umetnikov, če smem tako reči, s katerim ga ne veže nobena slaba volja z drugimi. To je morda eden izjemno redkih primerkov slovenski umetniški srednji, ki ne gradi na negacije drugih, ampak mirno gre svojo pot in je zadovoljen ali nezadovoljen, ampak to je njegov intimen problem. Tako da je vsem, ki so ga poznali, drag človek, diskreten prijatelj, ki ne obremenjuje, klasično rečeno, ki raje, kot govori, raje posluša. Čeprav, ko posluša, čutiš, da z marsičem, kar ti govoriš, se ne strinja, ker je zelo jasno opredeljen do svojega življenja in svojega dela. In zanimivo, da ta podatek, da je Primorc, Krašovec, s partizansko izkušnjo, ga je navdahnil za realistično zasnovo tudi v odnosu do umetnosti. Vendar ne bi bil to, kar je in zapustil umetnost, kakršno je zapustil, če ne bi iz te realnosti sveta in časa iskal tudi še dodatno dimenzijo, če smem tako reči, neskončnosti. Tako da je zadnje obdobje zmeraj bolj se prevešal iz realnosti, potoval v vesolje, se pravi v prostor, v katerem je lahko izražal prek svoje podobe, asociativno, simbolno, nov čas in seveda človekovo psiho in njegove muke in ambicije. In značilno, da so njegove figure sicer realistične, ampak vendarle tako postavljene, da delujejo skoraj da abstraktno ali pa širše, večpomensko. In znamenite so tiste njegove črte, tako rekel, prečrtana podoba, ki ima nenadoma in v katero je vpletel celo svojo lastno podobo, avtoportret, ki ima dvojen sporočilni učinek. Imaš po ene strani občutek, da je človek in človeštvo ujeto v neko neizbežnost, ki ni prijetna, ki te omejuje. Po druge strani pa tvojo samokritičnost, da itak saj ni vse skupaj nič, ki prida pomembno in da to prečrtaš, kot prečrtaš slab tekst. In tako je v resnici ponudil zelo, zelo razpoznavno umetnost, tipično Makučevo, tako z nikomer primerljivo, kompatibilno z drugimi in seveda vsak ga lahko tolmači in razume in sprejema, doživlja tako malo po svoje. Hkrati pa tudi njegovo avtobiografijo lahko prebira skozi njegovo podobo. Zemljo s kamnitim zidom pregrajeno varujejo rešetke iz sivih prog. Na dnu so žice, počivališča za negibne ptice in za čuječnost. Med kamnite gredice je vse zasajeno za večnost.
Tja, kamor se je izgubil neznani Bog in z njim renesančne boginje, kažejo na brezpotih lepuščice. Zazrte so v brezsmerne smeri, začrtane iz neberljivih črk zgodovine, pobeglih starih fresk med otroške črte in steklene črepinje. Na strehi v kamneli volnat sfingo čuje. Žena strmi in molči. Vetrnica klopotca varuje nevidne trnete. Vse se nemo ponavlja in negibno godi. Vse jutranje sije, ko se zvečeri. Hudourniki se zavrtijo po letu, čuk si pomane oči, ptice sedajo na zvonice in se spreletavajo po umetnikovem spletu. Nič se ne spremeni na svetu, tudi ko se vse na novo rodi v vedno stare novice. Samo škarjanec nov pozdravlja, ko v sivo nebo leti, in samo slikar mu s pogledom sledi, ko življenje proslavlja. A se že vrača v gnezdo iz kamnitih ograd, pogled mu skozi zemljo nebo strmi. Na nebu se mu negibno vrti, sinja roža mogota, ostrorobi osad, sonce iz starih časov in še nerojenih dni. Stari slikar postaja pod njim večno mlad. Hmiljčko se bomo vrnili malo kasneje, je eden izmed 3 piscev tudi obsežne monografije, o kateri bomo tudi govorili. Monografije, ki je pravzaprav monografije predstavljenih in doniranih del iz Savkana oziroma Kromberga. Pa mogoče Katarina Brešan nekaj najprej o avtorju, vi poveste. Hvala, pozdravljeni. Jaz bom na kratko predstavila Makučev življenjepis. Vladimir Makuč se je rodil v Savkanu 8. maja 1925. Obiskoval je učiteljišče v Gorici, kar pa je prekinila druga svetovna vojna, zato je šolanje dokončal leta 1943, nato pa je bil v partizanih. V šolskem letu 1946-47 se je vpisal na šolo za umetno obrt v Ljubljani, kjer je diplomiral v razredu profesorja Zorana Ditka. Pred diplomo se je že preizkusil kot kopist srednjeveških fresk, leta 1950 pa je opravil sprejemni izpit na Akademiji upodabljajočih umetnosti v Ljubljani. Po koncu študija se je vpisal na podiplomski program restavratorstva pri profesorju Mirku Šubicu. Takrat se je ukvarjal tudi z grafičnim oblikovanjem in sicer z knjižno opremo, potem pa je kot restavrator deloval po različnih krajih po Sloveniji in predvsem je kopiral in restauriral poznogotske freske. Najprej se je začel izražati v grafiki, med leti 1957 in 60 pretežno v lesorezu. Od leta 1959 je pogosto sodeloval na mednarodnih grafičnih razstavah, bodisi individualno, bodisi v sklopu slovenske oziroma jugoslovanske selekcije. Na 3. sredozemskem bienalu v Aleksandriji je prejel prvo nagrado za grafiko. Nagrajen je bil tudi v Luganu, Firencah, Anconi, Šameljeju, Kairu. Predvsem pa je pomembno, da je s štipendijo sklada Moša Pijade leta 1960 za 2 meseca se je izpopolnjeval v ateljeju Johnnyja Friedlanderja v Parizu, takrat zlasti v barvni jedkanici in akvatinti. Po letu 1962 je pogosto razstavljal v domovini in tujini, med drugim tudi na 33. Beneškem bienalu. Za svoje dosežke je leta 1979 prejel Prešernovo nagrado in odlikovanje red dela z zlatim vencem, leta 1987 nagrado Richarda Jakopiča, leta 2015 je za življenjsko delo prejel Župančičevo nagrado. V istem letu ga je predsednik Republike Slovenije odlikoval s srebrnim redom za zasluge.
Po letu 1980 se je bolj osredotočil na slikarstvo, preizkusil se je tudi v kiparstvu, keramiki in izdelavi osnutkov za tapiserije. V zadnjih 20 letih mu je več slovenskih in tujih muzejskih inštitucij pripravilo obsežne pregledne razstave z izbori iz njegovega bogatega opusa. Vladimir Makuc je umrl 25. junija 2016. Kot sem na otvoritvi te razstave govoril, v teh srečevanjih s slikarjem ob pripravljanju razstave, potem na koncu je bil sicer v glavnem odsoten, sem bil pač nekajkrat s sinom v ateljeju, v katerem ni bilo slikarja, slikar ni mogel priti, ampak eno najmočnejše doživetje je bilo ravno občutek, kako tudi v tem času, ko je bil fizično res zelo slaboten, odsoten, ni mogel delati. Pravzaprav sama energija tega ateljeja je taka, sami zastavki teh del, ki so tam v obliki tudi nedokončanih del materialov, pripravljenih za delo, v raznih škateljcah, v raznih pripravljenih materialih, s peski, s školjkicami, z izrezanimi takimi frotaški, ki jih je potem lepo na slike, kot da to vse nastaja celo v njegovi odsotnosti naprej. Skratka, en občutek izredno pač ob teh srečevanjih z njim in tudi s samim ateljejem v njegovi odsotnosti je bil izredno močan občutek te njegove živosti in to, kar je pesem Milčkova Zadnji vers, kako postaja večno mlad. To je res tako zelo bistvo zajema njegovega opusa. Tudi zdaj, ko gledamo na tej razstavi, zadnje delo na tej razstavi je slika Vesoljski popotnik, ki je 2015 dokončana in kjer se je upodobil s temi pripomočki, ko ni mogel več tako hoditi, kot je prej lahko, ampak gor je pa napisan "Nel mezzo del cammin", na sredi poti, citat iz Danteja. Dante je to sebi postavljal, ne vem, 33. leto, on je to, tukaj star 90 let, pa se počuti na sredini poti. Zdaj seveda ta sredina poti pri Danteju je tudi seveda prestopanje med svetovi, onstranstvom in tako naprej. Tudi tukaj je to navzoče, ampak vsekakor ni nekega občutka konca, ampak je blazen ta zagon, ki gre nekam naprej v neznano. In Vladimir Makuc je bil vedno pripravljen pravzaprav neke nove stvari preizkušati. Tudi ta njegov zagon tega škrjančka je tako krasen tudi emblem neke njegove pozicije. In te škrjančki so me tudi v ateljeju tako skrajno fascinirali, kako je on res pač ta svoj opus, kako je res živel z njim, kako je pravzaprav to bila ena taka elementarna potreba njegova ustvarjanja. Tam en tak krasen detajl, ki sem prav prosil, da so ga tudi v katalogu reproducirali, ki imajo tako iz papirja izrezane take škrjančke, kot jih ima na slikah, pa naštimane na zaveso, kot da bodo zleteli skozi ta umestni prostor. Skratka, povsod v vsakem načinu, vsaka sled umetnikova v ateljeju pravzaprav je že gesta nekega ustvarjanja, nekega presenečanja, ki je tako značilno za njegov opus. Ta razstava je pa pač na nek način pokaže, ni taka klasična retrospektiva celote, ampak vendar pa pravzaprav z nekimi poudarki poskuša celoten njegov ustvarjalni opus pokazati in mislim, da ga tudi zelo lepo pokaže. O tem bomo še potem kaj rekli. Eden osrednjih motivov Makučevega sveta je nedvomno ptica in za boljše razumevanje, bomo rekel, ptic
v njegovem ustvarjanju smo k pisanju pravzaprav oziroma k katalogu povabili tudi Iztoka Geistra. Moram reči, da je bil Vladimir zelo vesel, da se je Iztok tega lotil, ko smo pripravljali to zadevo, in mogoče nekaj besed o tekstu Ptice v solinski geometriji pa bi kar prosil Iztok, da bi povedal. No, seveda se ne morem pohvaliti, da tudi toliko ne, da bi rekel, da poznam vsaj malo slovensko slikarstvo, pa vendar se ne bom dosti zmotil, če rečem, da so Makučeve upodobitve ptic v slovenskem slikarstvu nekaj izjemnega. Mene ob vsakem pogledu na njegovo sliko, ker je upodobljena ptica ali pa tudi kakšna druga žival, presune vprašanje prepoznavnosti. To seveda ni nobeno likovno teoretično vprašanje, to je pač v zvezi z mojim pogledom na naravo. Če hočemo stati koncizen, najbolj, da preberem, pa še hitreje bo, kot če začnem razkladati. Ko sem pred desetletji imel prijetno dolžnost poskrbeti za ilustracije ptic v ornitološkem atlasu Slovenije, sem dobil iz Anglije spisek več kot 40 ilustratorjev. Pisal sem jim v imenu izdajatelja Državne založbe Slovenije takratne in prejel nekaj več kot 20 ponudb, kar je bilo veliko glede na to, da je bilo potrebno ponuditi ilustracije 220 vrst ptic. Takrat sem spoznal, da je ptico določene vrste. Prevladovale so risbe in akvareli, mogoče naslikati na 1001 način, pa bo še vedno prepoznavna. Podobe ptic so se razlikovale le glede na ilustratorjev slog, se pravi glede na umetnikovo videnje ptice, pri čemer je moral vendarle biti dosežen tudi namen upodabljanja, to pa je prepoznavnost. Se pravi, da je pri upodobitvi glede na namen ilustracije odigral pomembno, lahko bi rekli bistveno vlogo videz ptice. Tega videza pa ne ponuja nihče drug kot ptica sama. Če ima določena ptica po naravi navzdol ukrivljen kljun, ne more imeti na sliki navzgor zavihanega. To bi bila potem neka druga vrsta ptice, ki v naravi obstaja ali pa tudi ne. Seveda, umetnika razen namena ilustracije prav nič ne zavezuje, da bi ptici namesto orlovskega kljuna ne naslikal kljun na hejslovani. Ampak v takšni, glede na realnost, groteskni upodobitvi ta vrsta ptice ne sodeluje več, je iz slike odletela. Že teh nekaj uvodnih besed razpira vprašanje meje med konkretnim in abstraktnim tako v slikarstvu kot v leposlovju. V leposlovju se daleč največ uporabljajo obča imena rastlin in živali. Tako sta v poeziji največkrat uporabljena pojma ptica in roža. V svoji simbolni vlogi sta postali pravcati značilni znak, zaščitni znak poezije, ki jo danes povprek imenujemo romantična. Seveda pa poznamo tudi številne briljantne izjeme. Spomnimo se samo Prešernove pesmi Orglar, kjer dobro okarakterizirani nastopajo Kos, Kalin in Slavec. V tem, da se v leposlovju tako malokrat pojavljajo rastline in živali s svojimi imeni, vidim predvsem zamujen umetniški izziv, da o svetovno-nazorskih pomislekih v tem trenutku niti ne razpravljam. Navedba imena se seveda vključuje v sklop v besedilo opisanih okoliščin pojavljanja, pa naj bodo te realistične ali realnost presegajoče. Čeprav se mnogim zgodovinskim ilustracijam ptic še kako pozna, da so bile naslikane po nagačenih primerkih, so nam veliki mojstri klasičnega slikarstva zapustili tudi do danes nepresežene upodobitve rastlin in živali. V novejšem času pa nekateri ilustratorji s pomočjo računalniške tehnologije prav tako dosegajo občudovanja vredne učinke, vsaj dokler ostajajo v mejah verizma. Najbolj pristen verizem še vedno zagotavlja slikarstvo in situ, ne glede na morebitno fotografsko posredništvo. Na slikah Vladimirja Makuca imajo upodobitve ptic nespregledljivo vlogo. Ne da bi poznal avtorjev pogled na to vlogo, bom tvegal svojo razlago. Kljub stilno izčiščenim upodobitvam ptice ostajajo največkrat vrstno prepoznavne, kar pomeni, da so ne glede na to, kako so vključene v likovno kompozicijo, kot osrednji ali kot stranski motiv, vedno nosilke sporočila. To sporočilo
pa je ravno zato, ker nam ga pošilja vrstno prepoznavna ptica sporočilo žive slike, pa če tudi ptica ne reče nič drugega kot samo jaz sem ta in ta. Slikar bi mogoče dodal, da je to ena njegovih solinskih občudovank. In kot da bi slikar poskušal zavarovati to sporočilo na vsaki sliki, kjer je ptica prepoznavna, zapiše tudi njeno ime. Zapiše ga v znanstvenem jeziku, v scholastični latinščini, z rodovnim in vrstnim imenom, zapiše ga od zadaj naprej in zapiše ga z narobe z leve na desno obrnenimi črkami, z desne na levo obrnenimi črkami. Torej trikrat zaklenjeno za nekoga, ki naj sliko gleda kot likovno stvaritev. Vizualni prepoznavi torej sledi literarna, odklenitvi zaklenitev in tako je slikarjev pomenski krog sklenjen, enkrat za vselej. Ja, res je, največjih užitkov ob gledanju to je v tem, da prepoznaš to, kar gledaš in na koncu vzklikneš, to je to. Hvala lepa. No, kot smo rekli, njegova najbolj obsežna predstavitev Makučevih del je monografija, ki je izdal Goriški muzej. V njem so tudi 3 čudoviti teksti, dr. Nadje Zgonik, dr. Andreja Smereker in pa dr. Milčka Komela z naslovom Trpka lirika, razkošje askeze, pa bi mogoče nekaj besed umetniku dal še zdaj Milčku. Makučeva umetnost je poezija, ne, in to je umetnost tišine. Treba gledati, ne, in zdaj človek skoraj skruni, če bi zdaj pisal, pa govoril o njej. Ne. In ravno to jaz, ki sem povabil, ki sem bil počaščen, ne, da sem napisal enega od besedil za to knjigo, ne, sem napisal tekst, ki ga zdaj še enkrat ne bi želel prebrati, ker je najbrž preveč razvlečen, ker govori vedno eno in isto, ampak sem potem ugotovil, da se človek nehote približa seveda avtor, ko piše, pa sprejme njegovo dikcijo in tudi v Makučevi umetnosti je v bistvu vse eno in isto navzven, vendar navznotraj pa tako bogata, skratka raznolika, še na otvoritvi, mi rekel kolega Muhovič, če se spomniš, ne, da kako se je mojster spremenil, koliko tenkov, če tudi je navzven, tako nenavadno enovit in prepoznaven. Tako da sleher njegova poteza je že njegova izpoved eksistencialna in skrati arhaičen večnostni znak. Tako da imate občutek, da on sebe enostavno tako prirastel iz te svoje mediteranske pokrajine, ki ni samo kraška, ne solkanska, ampak enostavno univerzalna, pa vendar razširjena na ta mediteranski svet, ki velja za zibelko civilizacije. Da je on dedič tega, že njegovo obličje je bilo skoraj antično, če pogledate, ne, z gubom prepreženo, umificirano skoraj hkrati je pa tako mladosti žarevo in neko spokojnost, resnobo, ne. On je bil zelo resnoben, človek zelo skromen, asketski, ne. Hkrati smo bili vsi začudeni, ko sem bil svoj čas v žiri, sem zdaj spomnil tegale, ko se je imenoval Aritas, ne. Aritas, to je bil tak trienale, ne, satire in humorja, je pa on pričel slikati zelo nekno pošiljal tudi dela, ki so pa humorna in satirična, ampak od tistih rafiniranih odtenkih in zato bolj učinkovita kot kakšen, ki na prvo žogo kaj hudomušnega dela. Pa je na sliko rob Evrope, naprimer, spravi svoje motive in stil, kakršen sicer je prilagodil tudi političnim idejam, naprimer, da Amerika Evropo ugrablja. Je bil ta njegov čudoviti istrski bik in ta arhaična po Giorgionovi ali pa etruščanskih umetnikih preoblikovana vekotrajna ženska, ne, ki je vseh časov, hkrati pa spomin na Giorgioneja in etruščane in podobno. Ne. Skratka, je ogrd z ameriško zastavo in podobno. Skratka, je bil tudi duhovit in luciden mož, ampak tako umirjen, subtilen in preveč skromen. Spomnim, kako sem jaz prvič z njim spregovoril, ne, jaz sem ga zelo spoštoval, občudoval, on je bil bolj zadržan, sva se včasih tako srečala, ne, ker rekla, ker bi se nisem poznal, potem je pa nekoč govoril, sva se pogovarjala in je rekel, se vi mene nekako ne marate, ne, najbrž ne. Jaz sem pa rekel, kje, občudujem vas, ampak ni kakšne priložnosti, da je pisal ne in podobno, ne, in tako je, skratka, in to je iskreno mislil, in ko smo prej bila omenjena Župančičeva nagrada, sem mu sporočil, ker sem proti žirije, da je prej nagrado, kaj je rekel, saj ne zaslužim, si predstavljate, ne? In to spontano, ne? No, skratka, to je bistveno, ampak on je bil zadržan, verjetno brezbrižen do zunanjih teh stvari, ampak je samo svojo
delom, ki je tako avtentično in globoko, usvojil pravzaprav tudi, bi rekel, srca, občutja cele množice ljubiteljev umetnosti in širše, ker je zelo nenavadno, ker je v bistvu zelo modern umetnik, arhaičen, skratka, in se je videlo v potvoritvi te razstave in podobno, da se toliko ljudi z njim identificirajo, ker čutijo to globoko vsebino, ki tukaj živi v njegovi umetnosti, v poeziji, ker bi se dalo seveda o pticah njegovi govoriti, In tudi sam je rekel, večkrat je bil ponosen na to, da so mu razni ornitologi rekli, da so si te slike, te ptice bolj podobne, ne samo, da se jih da identificirati, kot so si v resnici pravzaprav. Tako je bistvo vsega zadev. In tudi te vale, kraške vasi, izhodišče za to, seveda je bilo njegovo doživljanje tega pokrajine, krasne kamna, skratka tukaj se je vtisnil v to izročilo, ki je zgodovinsko pravzaprav, če berete knjigo Franceta Steleta Umetnost v Primorju, pravi, če gledamo arhitekturo, ali pa Spacala, ali pa Kubizem, vso umetnost Papilona iz teh pokrajin, imate občutek, da je ta arhitektura taka, da so to živa bitja, ki so se dvignile iz zemlje in imajo kamnite škrile oziroma kamnite strehe na sebi, da se tako organsko kamnito vekotrajno in ta umetnost je taka, ki iz tega območja izhaja, prvi tak zdaj Pilon, Spacal, ampak vendar tudi Makuc izhaja iz tega arhetipskega sveta, pa je vendar hkrati čist drugačen, ker z nikomer ne zamenite, poetičen, krhek, nežen, vekotrajen, skratka, on je bil res tak nenavaden modrijan, če lahko tako rečem. Na ta knjiga se konča, seveda, če gledate, njegov opus ni tega, kar je potem začel delati najbrž šele v zadnjih letih, ko se je pa že blizu 90 let nekako naslikal, kako strmi samo še v kozmos. To so pa čudovita poetična dela, kako kot Hermes se vozi po planetih med zvezdami, lunami in vmes zapisuje z leve na desno. Skratka, tudi Prešernova verze, poezija, njegov podpis je tako kot hieroglif, skratka kot napismenka, in tudi eno teh zgodovinskih izhodišč za te znake je pa dobil, kot je znano, ob kopiranju srednjeveških fresk, ki so tukaj tudi nakazane, na kopija, skratka, zlasti pa v Hrastovlah, kjer so, kot veste, na stebrih in so glagolski napisi, tam pa sploh en velik glagolski napis iz začetka 16. stoletja, in ta glagolica je pustila pečat tudi Berniku in še marsikomu, ampak parih je samo neki, ki so pa si to vtisnili kot del svoje identitete, in to je estetsko duhu umetnosti, ki se izraža znaki, hkrati pa kaže na skrivnost. Skratka, tako da je ta prapisava, glagolica in slovanska noter zajeta, tako da je to res najbolj arhaičen slikar in pa najbolj modern in edinstven. To ne Pavček, ki je bil tudi sicer Dolenc, Morjak, ampak je potem živel, kot veste, ob obali, je od vseh umetnikov najbolj občudoval, kolikor vem, Vladimirja Makuca in jih je našteval, po vrsti rekel, vsi so sjajni, ampak vendarle noben ni pa tako edinstven, kot on, tako prepoznaven, in seveda mi je osebno afiniteto zaradi teh čudovitih poetičnih, so mogoče njegova najbolj poetična dela, poetičnih del teh akvarelov in slik s temi pticami, skratka, ker pa ni več kamnite kraške arhitekture, ampak je nadomeščajo te pregrade v solinah, vmes so čudovite ptice, poezije in potem struktura teh podob je taka, da zaživijo školjke, mivka in je vse otipljivo, hkrati pa popolnoma poduhovljeno. Pri njem nič dekorativnega in tudi, če gledate, da gre za shemo, stilizacijo, ni nikoli mrtva, ampak vedno na nova zaživi z ene globine. To je pravzaprav neverjetno, da on ni zapadel v neko šablono, če tudi na prvi pogled isti svet, v bistvu podobno, ves čas delo, ampak je ves čas, kot da bi vedno znova iz sebe misel na novo izrekel, ki pa govori o istem, o spoznanjih, o večnosti in miljivosti, skratka, da je človek zelo majhen drobec v vesolju, hkrati pa v njem, pa v naravi živi vse lepota in večno hrepenenje in se zaveda, da je to vesolje seveda zvezdo neskončno, obenem pa, če pogledate, zadnje slike so pa okosnaki iz mrtvaškega plesa noter vkopani v planete. Tako da je taka čudovita tudi življenjska, kozmična izpoved, tako da on je bil res velikan naše ustvarjalnosti. Hvala lepa. No, Milček je tudi sodeloval z Makucem pri eni njegovih zadnjih razstav. To je bila slika Meseca v Cankarjevem domu in takrat se je poglobil prav v ta ciklus Kosmos. No, na tej razstavi je 75 del, 20 del je iz Goriškega muzeja, 16 del v tej sobi grafik je iz Galerije Prešernovih nagrajencev,
ostala dela so pa več ali manj iz umetnikovega ateljeja. No in seveda večkrat sem sedel z Makucem v ateljeju ali pa pod Kostani v sosednji gostilni in velikokrat mi je pravzaprav povedal, da je imel eno čudovito doživetje z Jožetom Muhovičem, ko sta skupaj razstavljala v njegovem rojstnem kraju in moram reči, da je bil res ponosen, da je lahko sodeloval z vami. In danes smo veseli, da vas lahko pozdravimo za našo mizo. Najlepša hvala za besedo. Včeraj pred tem pogovorom sem imel veliko potrebo, da svoj spomin ponovno namočim v Makučeve originale. Z veseljem se mi je pridružila tudi žena in rekla, če že ti greš, grem še jaz zraven. In ko pridemo tukaj noter, sredi dneva, smo z veseljem ugotovila, da je grajski galerijski svet vendarle začel upoštevati Anselma Feuerbacha, slikarja, ki je rekel, da k sliki spada stol. Stoli so bili, lepo smo se usedli in ko se usedemo, mi žena pravi takole, ti kaj misliš, zakaj se jaz v Makucevem svetu tako dobro, tako fantastično počutim? V podtonu je bilo jasno, da je to retorično vprašanje, zato nobenega odgovora od mene ni dobila in ga je hitro sama našla. Je rekla, veš kaj, mogoče je pa to, da je v navideznem kaosu en tak blagodejen red, ki ga mi tudi v svojem življenju pogrešamo. No, jaz sem imel na tej razstavi tukaj eno drugo čisto slikarsko doživetje. Trivialni vidik, kako slikarji ocenjujemo razstave je, vsaj z moje strani, takšen. Med najboljše razstave pri meni sodijo tiste, na katerih bi najrajš zapustil razstavo in takoj odšel slikati v svoj atelje, ne to, kar sem videl na razstavi, ampak razvijati to, kar je v mojem ateljeju. No, tale razstava je bila takšna. No, ker me je pa že gospod moderator spomnil, mojih osebnih stikov z Vladimirjem Makucem ni bilo veliko. Kadarkoli so pa bili, se mi pa zdi, da so bili na en poseben način pomenljivi. Recimo, eden prvih je bil zame prav nenavaden. Vladimir Makuc, Bogdan Borčič in jaz smo vsak na svojem grafičnem stroju tiskali svoje grafike v Celovcu na Freizeitmesse. Ne moram se več spomniti, kako je do tega prišlo, da smo recimo gor tiskali 3 Slovenci, pa 3 Nemci, oziroma 3 Avstrijci, in da so tisti, ki so prišli na tale Freizeitmesse, lahko videli, kako grafike nastajajo, lahko so jih tudi kupili. Vmes se je zgodilo, da je eden od kupcev, ker delali smo 3 dni, se vmes raje po kakšno grafiko zapelje v Ljubljano, ker so bile cene drugačne, kot smo jih mi gor postavili. To seveda ni zelo pomembno, ampak drug vidik, ki pa na nek način kaže na veličino mojstra Makuca, je bil pa tale. Leta 2008 so mene v mojem rojstnem kraju, majhnem kraju sredi Savinjske doline, torej kraj ima eno kulturno društvo, naprosili, da bi radi imeli v šolski galeriji razstavo Vladimirja Makuca. In so rekli, a lahko ti kaj narediš? Pa sem jaz rekel, joj fantje, to bo pa prehuda, recimo takle mojster gotovo zdaj ne bo hodil v majhen kraj, v neznanem kotičku Slovenije razstavljati. Ampak niso dali miru, so rekli, probej, vse te nič ne stane. In grem k njemu in ni rekel ne. Naredili smo razstavo njegovih grafik, tudi prišel je na to razstavo in meni so poverili nalogico, da napišem en majhen tekstek na zloženki in po tem, ko sem ga predstavil tej publiki, v majhnem kraju moram reči, da je bilo na otvoritvi 98 ljudi. To bi jih še v Ljubljani včasih ne dobil ravno toliko.
No in po predstavitvi pride Vladimir Kmen in pravi, izven vsakih vljudnostnih ozirov ti rečem, tole si pa super napisal. Če bi radi slišali, kaj je to, je samo ena stran, pa vam preberem. Likovni svet Vladimirja Makuca je po eni strani samosvoj in prepoznaven, tako da ga z njegovimi stiliziranimi liki, znamenji in rokopisom ni mogoče zgrešiti med stotinami drugih likovnih svetov. Po drugi strani pa je kljub prepoznavnosti vedno znova vznemirljiv, igriv in premišljen, konkreten in abstrakten, poudarjeno materialen in neprikrito poduhovljen, preprost in zapleten v svoji kraško intonirani bivanski simboliki. Kakor bi računal z dvojnim državljanstvom, namreč Makučev svet, avtorja in gledalca, in od obeh zahteval tako smisel za preprostost, kot smisel za poglobitev, tako eksperiment kot konstrukcijo, tako pogum kot pravo mero. Motiviko zajema Makuc iz poetike kraške krajine v širšem pomenu besede mediteranske, ki mu je zlezla pod kožo v rosnih letih, ker je bil v njej rojen, in v malo manj rosnih, ko je zaradi poklicnega dela preživel precej časa v Hrastovljah kot kopist svetovno znanih fresk. Kraška krajina ga je impresionirala z elementarnostjo in vitalnostjo, stipizirano pa vendar vedno znova zanimivo morfologijo hiš, skrbno zloženih kamnitih ograj, ljudi, ptic in delovnih živali, predvsem pa z osredotočenostjo na bistveno in neobhodno, ki zaznamuje življenje na kraški zemlji. To zemljo je Makuc ponesel s seboj v urbano okolje modernega sveta, da bi z likovnimi sredstvi, kot kakšen biblijski vox clamante, iz nje v tehnizirani svet klical intenzivna občutja, inventivno morfologijo in zavezanost bistvenemu, ta arhaična sredstva človeškega kultiviranja, ki jih je moderni svet v njegovih delih spontano prepoznal. Makuc pri svojem delu izhaja iz konkretnih doživetij in občutij. Ta občutja pa, ker njegovo delo po predpostavki umetnosti ni namenjeno temu ali onemu konkretnemu človeku, temveč vsem ljudem, se pravi tistemu človeku, ki je skupen vsem ljudem, spreminja v tipično človeško občutje, v stilizirane in tipizirane oblike, ob katerih se lahko vsi zamislimo, v preproste in igrive geste, v katerih lahko vsi uživamo, v horizonte, ki prepredajo zemljo in nebo in lahko po njih vsi zahrepenimo. Sam sem z Makucem nekako prijateljeval 20 let, naredila sva kar nekaj razstav, običajno sem ga obiskal vsaj enkrat na teden v njegovem ateljeju. Zadnje leta pa je zelo tesno sodeloval tudi z Bredo Ilih Klančnik, predvsem razstava v Piranu in Cankarjevem dobu, pa kasneje ob njegovi 90-letnici sva sodelovala pri razstavi v Kresiji, še posebej pa je bila odmevna in pa tudi, bomo rekel, lepa razstava v društvih likovnih umetnikov Slovenije, ker se je Breda res sistematično in natančno posvetila njegovi keramiki, ki jo nažalost tukaj nismo razstavljali ravno zaradi te čudovite razstave, ki je bila pred kratkem v teh društvenih prostorih. Pa bi prosil Bredo mogoče nekaj besed tudi o tem sodelovanju z Makucem. Lepo pozdravljeni, vsi v omizju in vsi, ki nas gledate in poslušate. Toliko lepega, rečem kar na ravni poezije, bilo že izrečenega, da se kar malo bojim, da bodo
mogoče moje besede bolj ostro bodle kot kakšne črepinje. V resnici sem imela ta privilegij, da sem mojstra lahko občudovala od blizu. Najprej se mi je že kot študentki, že čisto na začetku študija, zasvetilo nekaj njegovih drobnih grafik, ki sem jih tudi kot študentka zmogla in sem se jih kupila. Ena je predstavljala bodečo nežo. Vsak dan jo gledam. Nad njo je zadnja pridobitev, ki mi jo je umetnik poklonil po tej že omenjeni razstavi keramike v društveni galeriji. Dve ptici, naslikani na krožnik, sta zdaj sedli nad to bodečo nežo. Pa še nekaj grafik me spremlja, dnevno se moje oko napaja nad njimi, pa nikak turoben dan preženejo misli na mojstra in na te privilegirane čase, ko sem ga obiskovala v njegovem ateljeju nasproti Totenbirta. Nekoč je bila to gostilna, kjer so se žalni sprevodi na poti do Svetega križa pri Žalah ustavljali, kaj popili in tudi midva z mojstrom sva se odžejala s kakšnim pivom, potem ko sva odbrala že prvo rundo eksponatov za piransko razstavo. No, moram povedati, da sem imela to srečo, da kolega Andrej Medved in pa kolegica Nives Marvin nista utegnila vsak dan iz Pirana v Ljubljano, meni je bilo pa to blizu in nad vse ljubo, da sem lahko dnevno hodila na šiht k mojstru in sva odbirala gradivo za to piransko razstavo, ki je bila v Piranu v prostorih mogočnega Monforta, malo nenavadna. Dodal je svoj tač, bi rekli, še kipar Begić, mogoče malo preveč. Prvotna ideja je bila, da zakopljemo te njegove plastike v te njegove imenitne porcelane in ptice, ki so sedle na te hiške in kvadre lesene v kupe soli. Nekaj ton so jih pripeljali, pa vse se je izgubilo v tistem velikem prostoru. In žal so se tudi ti subtilni podstavki, seveda z številnimi intervencijami, risbami, tudi malce pogreznili v to sol. Pa še neke poti je dodatno v mojstrovem slogu poskušal Begić ustvariti v tem prostoru. Mojster je bil malo začuden v tej nenavadni kombinaciji in mu je kar odleglo, da je v ljubljanski potem reprizi doživel neko klasično postavitev. No, tu k sreči ni bilo konca najinega sodelovanja. Pogosto sva se videvala, srečavali smo se. Tako mi je uspelo priti blizu tudi njegovi soprogi, topli gospej Tonki, sinu Vladimirju, ki mi je stal ob strani in po navodilih očeta, v kateri škatli v ateljeju se skrivajo ti najzgodnejši krožniki, poslikani, nastali še v Kamniku, v delavnici Šnabla, ki mi ga je opisoval, ker ga je še doživel zadnjega predstavnika te imenitne tovarne. No, tako da sem počasi kar lezla v to družino in po to okrilje in k mojstru, ki mi je bil nad vse ljub, res. Včeraj sem znova pogledala ta film, ker nastopa, zame še vedno živ, pa sem ga lahko še poslušala. In sem se nasmehnila ob izjavi, ko se mu je zareklo, pripoveduje o tem, kako je ustvarjal najprej grafiko, potem se je lotil tudi slikarstva, seveda je že v reliefni grafiki segel v drugo dimenzijo in potem se je lotil celo kiparstva, no, in potem reče, ja, in potem sem segel v četrto dimenzijo, seveda četrte dimenzije ni, ampak pri Makucu je dimenzij toliko, ta razstava nas v to seveda prepriča, da o tem ni dvoma. Večdimenzionalen, ampak to je nek čuden izraz. Jaz bom kar nehala, ker me preveč zanaša v teh vseh zgodbah, ki so se nama dogajale in zame je še vedno živ in mislim, da ni naključje, da se
potem ko je nehalo utripati njegovo srce, njegovo delo za številne ljubitelje razkazuje tu naprej, da s to razstavo, ki ima tudi žal rok trajanja, to zaključuje, ampak veliko več je častilcev, kot jih je bilo prej, in še več jih bo in ostaja z nami. Vladimir je želel svoje najlepša dela, skoraj vsa svoja najlepša dela podariti v Solkan. Nekaj jih je ostalo v ateljeju in v posebno veselje mu je bilo v zadnjem letu, da se je v tem ateljeju večkrat pojavil Vlado, njegov sin. Namreč zelo bil ponosen na svojo družino, še posebej, kot sem rekel, na Vladota. In zapis, ki ga je Vlado tudi v tem katalogu napisal, Odtisi, je pravzaprav nekako odsev tega njunega, bom rekel, enoletnega srečavanja, v katerem pravzaprav sta zelo veliko govorila, poudarek je bil pa predvsem na dveh stvareh, kar je tudi tu zapisan. To je Vlado tu lepo zapisal, to je odnos do narave, pa pravzaprav njegova natančnost in ustrajnost. Pa mogoče, Vlado, kakšna beseda še ti? Pravzaprav bi jaz rad začel te svoje besede z zahvalo. Ponavadi se zahvaljujemo na koncu. Jaz bi zdaj, preden začnem še kaj drugega v očetu povem, se zahvalil pobudnikom in organizatorjem razstave, da so me povabili k sodelovanju. Kot si rekel, Marko, je tudi oče bil zelo vesel, da sem jaz v preteklih, se pravi v zadnjem letu ali pa mogoče še malo več, če je bil splet okoliščin tak, da sem se lahko tudi bolj neposredno vključil v njegovo delo. Res hvala vsem, da ste mi dali možnost, da sem v bistvu bil njegova podaljšana roka in sodeloval pri postavljanju te razstave. Drugače bi verjetno on bil tisti, ki bi z veseljem pomagal pri postavitvi in bi tudi z veseljem bil priča otvoritvi in tejle okrogli mizi. Rekel sem, da je bil splet okoliščin tak, da sem neposredno se bolj spet vključil v njegovo delo. Posredno seveda sem vključen praktično od rojstva. Veliko med vami, ki vas je tukaj v tej dvorani, ga zelo dobro poznate, veste, da so recimo ravno tisti 3 lesorezi tamle na steni nastali na kuhinjski mizi, ki mu je odstopila mama, da je lahko delal. To se pravi, bila ona že takrat neposredno vključena v to. Potem smo se preselili v novo stanovanje, to je mogoče malo tako rečeno, odstopil svojo sobo, zato da je lahko oče iz dnevne sobe si preuredil atelje, pa smo bili spet vključeni, tako da to je bil en tak družinski projekt, če se malo tako v šali rečem. Marko je prej lepo rekel, moja mama mu je res dajala vedno vso podporo. Zdaj, moja podpora, najbrž kot otrok mu nisem dajal podpore, me je pa zelo zanimalo in fasciniralo. Če sem prej omenil, izpostavil tiste 3 lesoreze, tlele za nami so pa te 3 risbe. Marko, ti si prej rekel vztrajnost, natančnost. Tle, če vidite, koliko je to enih črt narejenih, jaz sem to občudoval, dnevno sem imel možnost ravno zaradi tega, ker je ustvarjal doma, sem imel možnost gledati ali hote ali pa ne hote spremljati nastajanje teh njegovih slik. In sem videl, da tle pri njemu ni, bi rekel, ni popuščanja, dokler zadeva ne pride v tisto za njega perfektno obliko. Kljub, mogoče, če bi kdo pogledal nekatere dela njegova, so tako zelo že mejijo malo na tehnično neko pretirano odmik od narave. Tega pri njemu nikoli ni bilo. Mi smo imeli zmeri gibanje v naravi ali pa saj pogled skozi okno v naravo je bil vedno zadeva, ki si je nismo izognali. Praktično noben dan, tudi če je prebil v ateljeju od jutra do večera pa delal odtise ali pa take risbe ali pa skice, je vedno našel čas, da je šel ali sam ali pa še mogoče, da smo šli skupaj nekam v naravo in tam smo spet imeli možnost začutiti, kakšen odnos je imel on do teh stvari, ki so okrog nas. Zaprav ne glede na to, kaj je pa v podobu, ni se nikoli zaprl v svoj atelje, pa se usedel za svojo skicirko ali pa za svoj štefalaj, ampak je vedno v njegovem oziroma v našem življenju bila prisotna narava. In
jasno, zapuščina njegova, slike so eno, tako kot sem tudi zapisal, tisto, kar smo pa še ob tem in jaz kot sin njegov in moji otroci, kar smo še pa v tem od njega odnesli, je pa drugo. Kljub temu, da sem se na začetku že zahvalil, še enkrat hvala vsem, ki ste pomagali pri nastajanju te razstave. Jaz mislim, da je res lepa razstava in da bi bil tudi oče zelo zadovoljen z njo. No, jaz mislim, da je bila ta razstava tudi medijsko dobro nekako podprta in prikazana, nedvomno pa, kot sva tudi z Vlado tam govorila, pa še mogoče s kom, je bila pa ena najbolj takih prisunljivih, bom rekel, zapisov, ali pa najbolj prisunljiv zapis Gorana Vojnovića v Dnevniku, če ste ga brali, ker ga je pravzaprav kot njegovega fana ali pa prijatelja in oboževalca najbolj pretresli tisti dve zadnji sliki v sobi, kjer so slike z ateljeja, ker je Vladimir, no pa tudi z Miklavžem smo o tem govorila, ker je Vladimir pravzaprav sebe narisal na nekih dveh položajih, enkrat kot kolesarja, to leta 2013, kot je že Miklavž povedal, in pa seveda kot sprehajalca po tisti nesreči z nogam, se mu noge niso pravzaprav nikoli čisto pozdravili in je moral od Ilirske pa do Šmartinske večkrat iti s palicami in po operaciji so bile res to gibanje od stanovanja pa do ateljeja je bilo res z ogromno truda in kdor ga je poznal in opazoval pri tej hoji, se je lahko čudil, koliko je bilo vztrajnosti v tem njegovem premikanju. No in ta zapis, ki sem ga omenil, Gorana, je res na subtilen način nekako zadev bistvo Makučevega ustvarjanja, ki na nek način pravzaprav sebe postavi v brezčasno vesolje, s to svojo pravzaprav držo in hojo, ki jo je tako lepo upodobil na teh zadnjih akvarelih, na katere dva še posebej opozarjam, če se boste še enkrat ogledali to razstavo. Večkrat sem bil v njegovem ateljeju oziroma celo kar doma, ko je spremljal zlasti tistih prvih obdobjih, ko je ta generacija naša, ki se je oba pripadala, bila nekako vmes, tako imenovana vmesna generacija. Izpela se je že bolj ali manj ta izrazito partizanska, tako v literaturi kot v umetnosti, likovni umetnosti, in hkrati je bila še toliko polna slepo iskanju, da je iskala nek stik z novim časom, z novimi razmerami. In je bila polemična z starejšimi in polemična z mlajšimi, ker ni šla divje v novosti, in za starejše, ker je začela zapuščati stare, izhodiščne, realistične osnove. No in Makuc je bil tako svojo enkratnostjo tako značilen, da mu ni bilo kaj očitati. Je bil sprejemljiv za vse, za ene in druge, čeprav nihče ga ni mogel, tako bi rekel, razobesiti kot svojo zastavo.